pozdravljeni. V Levici smo danes po celi Sloveniji začeli s ponovnim zbiranjem podpisov proti 780 milijonski nabavi orožja. Problem je sledeč. V jeseni smo zgolj v 5 dneh zbrali kar 30 tisoč podpisnikov in podpisnic proti nabavi orožja. Zakon o 780 milijonih je tako pristal na Ustavnem sodišču, ki ga je zaradi morebitnih hudih posledic za državo tudi začasno zadržalo. Zdaj pa vlada poskuša izigrati tako podpisnike in podpisnice kot Ustavno sodišče in je si napisala nov zakon, tokrat zakon o izvrševanju proračunov, ki ureja isto stvar, skratka poskuša dati vladi pravno podlago za nabave orožja. Ta zakon, ki ga imamo danes na mizi, je v bistvu še slabši od jesenskega, namreč ne pozna nobenih omejitev glede cen orožja, ni več 780 milijonov, ampak je lahko praktično neomejeno, ni več razreza po letih in proračunih in ni več poročanja parlamentu. Skratka, kar vlada poskuša, je dobiti čisti bianko ček za orožarske posle. V enem letu bi podpisali za več let, tudi 6-7 let, orožarskih poslov, ki bodo lahko znesli skupaj tudi milijardo in jih bodo morali odplačevati naslednje vlade, namesto da bi s tem denarjem, 780 milijoni ali milijardo, gradili bolnice, stanovanja, domove za starejše in podobno. Tako da v tem smislu pozivam vse državljanke in državljane ponovno, da oddajo podpis, da vlado ustavimo. Tokrat ne gre samo za nabavo orožja, gre tudi za to, da vlada poskuša zaobiti demokratično voljo ljudstva in ustavni red v tej državi, da bi sklenila za več 100 milijonov evrov orožarskih poslov in to moramo ustaviti.